Kaj se dogaja? Boste šli v desno-sredinsko koalicijo ali ne? Kakšen je pogoj, da bi šli? Najprej mora obstajati možnost, da sploh desno-sredinska koalicija nastane. Če bo ta možnost seveda tu, smo pripravljeni se pogovarjati, glede na to, da smo en del te desno-sredinske koalicije, koalicijsko pogodbo že na nek način uskladili in parafirali. Pogoj za to, da karkoli na desni sredini ne nastane, je seveda, da se pridruži še katera od strank. Ali Desus, ali SD. Obema je danes bilo poslano povabilo, da vkolikor želijo se pridružijo pogajanj po tej že delno usklajeni koalicijski pogodbi, ki je seveda v tem primeru, vkolikor pristopijo popolnoma odprta in se seveda pogovarjamo o vsebini. Če te opcije, možnosti ni, seveda te zgodbe na desni sredini ravno tako ni. Jaz bi tu zavračal kakršnokoli špekuliranje, kupovanje glasov, manipulacije in se od tega nadaleč izognil. To, kar se je dogajalo včeraj, zavračam do konca in do kraja. Jaz mislim, da vlade ne moremo sestavljati na silo, prisilno privesti koga v koalicijo, zato da se določeni mandatar postavi, ampak mora biti to predvsem na neki vendarle demokratični način. In če se bo zadeva zapeljala tako daleč, da bo tu opcija, torej da bodo partnerji, v tem primeru seveda ali Desus ali SD, ali pa ne nazadnje tudi oba pripravljena sodelovati, bomo seveda veseli, vkolikor ne pač te opcije ne bo. Pa ste prepričani, gospod Žerjav, da tudi, če recimo vsaj Desus ne bo pristopil, da gospod Janša ne bo pripravljen kandidirati za mandatarja? Ste popolnoma prepričani v to? Če eden in drugi ne bi pristopila, sem prepričan. Da ne bo kandidiral za mandatarja. Da ne bo kandidiral. Torej, to je seveda moja osebna ocena. Jaz mislim, da ne. Vi se niste zdaj še nič sestali in čakate pravzaprav odziv Levice. Govorimo o prvakih. Čakamo seveda zdaj na odziv predsednika Desusa in predsednika SD. Kako pa rečem, da smo dobili tudi povabilo na razgovor strani predsednika države za ponedeljek. Pa tudi vi iščete mogoče možnost kakšnega tretjega imena za mandatarja, bi tudi sami morda predlagali? Poglejte, vi dobro veste, da je tisti trojček, Desus, Virant in mi poskušali, da smo poskušali za to zgodbo, da je naletel na relativno negativne odzive. Nam se je zdela ta varianta seveda smiselna, predvsem zaradi grozljive blokovske razdelitve Slovenije. Težko bi se v tem trenutku opredelil, ali je ta varianta možna ali ne. V vsakem primeru lahko rečem, da ne. Vsaj mi v Slovenski ljudski stranki ne iščemo nobenega tretjega kandidata, ki bi bil pripravljen prevzeti mandatarstvo in po moji oceni, tako kot smo se pogovarjali in preigravali to varianto takrat, se mi zdi ta opcija praktično nemogoče, da bi kogarkoli, pa ne me narobe razumeti, ampak s ceste pobrali in jo postavili za predsednika vlade, pa kakorkoli že renomirana oseba bi to v tem primeru bila. Mislim, da je to izredno težko, predvsem najti takega človeka, ki bi bil pripravljen v tej situaciji, bom rekel, brez neke, kako bi rekel, politične podpore prevzeti tako pomembno funkcijo. Tako da, jaz še vedno, ko smo vse te variante preigrali, sta opciji vendarle samo dve. In to sta gospod Janković in gospod Janša. Vaša pobuda o vladi narodne enotnosti je pač padla v čas, preden se je z Jankovićem zgodilo to, kar se je zgodilo v parlamentu. In recimo, če vendarle predsednik države še enkrat poskusi s svojim kandidatom, če tudi ta še enkrat propade, pa vendarle nastopi nek veliko bolj odprt dialog v parlamentu tudi, kar se tiče načina glasovanja in dejstva, da ostanejo samo še predčasne volitve. Se strinjam z vami, absolutno.
Zakaj niste vabila poslali tudi Zoranu Jankoviću? Oziroma njegovi stranki? Nismo se za to odločili, preprosto. Bi se v tretjem krogu morda Zakaj pa ne? Gospod Žeral, vi menite, da je, kako ocenjujete možnosti, da Desus vstopi v desno-sredinsko koalicijo, glede na to, da tudi ta vaša parafirana koalicijska pogodba med 4 vključuje 5 zahtev, ki jih je imel Desus do Jankovićeve koalicije? To drži. Karkoli bi zdaj v tem zvezi rekel, bi bila čista špekulacija. Težko bi ocenil in tudi procentualno bi težko rekel, ajde, ne 60% za, 40% ne. Tako da jaz verjamem, da bo predvsem Desus, verjetno pa tudi SD, relativno hitro dala ta odgovor, jutri po jutrišnjem. Poslan je bil preko maila, v pisni obliki pa po pošti, tako da bo najbrž odgovor lahko prišel relativno hitro, ampak ne bi želel špekulirati. Vi ste jim poslali povabilo za pogajanja in osnutek koalicijske pogodbe ali samo povabilo za pogajanja? Povabilo za pogajanja. Ker namreč ne, zdaj Karol Erjavec oziroma njegova stranka pravi, da... Se pogaja samo z uradnim mandatarjem. Prvič, drugič pa želijo videti koalicijsko pogodbo. No, se to najbrž ne bo problem. Če bo izražena kakršnakoli volja pri Desusu za to, da bi želeli koalicijsko pogodbo dobiti naprej, seveda ne bo dobro. Jaz, to je moja ocena. Še kakšno vprašanje? Situacija je zapletena. Boste mogoče ponudili tudi kakšno drugo obliko sodelovanja, ne samo koalicijo, tudi kakšno partnerstvo za razvoj, kaj takšnega v tem smislu, če tudi isto tako, kot smo sami pripravljeni v tem sodelovati, sem jaz absolutno za to, če bomo mi tisti, ki bomo morebiti imeli to priložnost normalno povabiti tudi vse ostale. No, pa se To je logično, mislim, to pa ne sme biti več vprašanje. To je že zapisano v vašem osnutku. Mogli biti pa zraven kot koalicijski partnerji, čeprav razumem, da bo desno-sredinski mandatar, da zavezo morebitnem partnerskem sodelovanjem zadošča. Torej, da bi bila koalicija Da bi 4 stran plus nekaj... Dva, ki obljubljate, recimo. Jaz pa sem za to, no. Mislim, gledajte. Torej vsaj 5 strank s približno 50 glasovi plus morebitno zavezništvo. Tako. Tako. Vse ista gledamo to stvar, ker sicer gledati ne ima smisla.